V Sloveniji ocenjujemo, da je približno 170 tisoč invalidov, zdaj po spolu in starosti praktično jih ne vodimo statistično, jih pa po posameznih pravicah. Na evropski ravni pa se ocenjuje, da je približno 80 milijonov invalidov v Evropi. Mi smo v zadnjih letih pravzaprav zelo veliko delali na področju zaposlovanja invalidov. Tu imamo izredno dobre uspehe. Bom rekla, tudi v času krize, recesije se praktično zaposlovanje invalidov ni zmanjševalo, ampak se je povečevalo. Tudi država je tu kar nekaj sredstev namenjala spodbujevanju tako samih delodajalcev pri zaposlovanju, kot tudi opolnomočijo posameznih mladih invalidov, da so lahko poiskali na trgu dela. Zdaj moram reči, da v letošnjem letu, na kar smo posebej zadovoljni, se je začel projekt, ki smo ga poimenovali Prehod mladih na trg dela. Namreč ugotavljali smo skozi leta, da ko mladi s posebnimi potrebami končajo šolanje, bodisi poklicno srednjo šolo ali fakulteto, da nekako se ne znajdejo v tem stiku z delodajalci in da seveda tu potrebujejo neko pomoč. Imamo projekt, ki je financiran iz evropskih sredstev, trajal bo 4 leta in bo vključil 2100 mladih, ki se šolajo na trg dela. Torej, izvajalci bodo stopili že v procesu samega šolanja do mladih, jih poskušali pokazati pravzaprav, kakšne so možnosti na trgu, kakšna dodatna znanja še potrebujejo, predvsem pa se bodo povezovali z delodajalci, kjer bodo lahko že mladi v samem procesu šolanja upravljali svojo prakso, preizkušali svoje znanja, preizkušali, kaj dodatno še potrebujejo in seveda potem lažje našli zaposlitev. Za nas je konvencija o pravicah invalidov, ki je Slovenija ena izmed prvih držav ratificirala v svetu leta 2008, bom rekla, Biblija. Iz nje izhajamo z mnogimi dokumenti, bodimi strateškimi usmeritvami, en izmed takih je akcijski program za invalide, kjer po posameznih segmentih pravzaprav spremljamo napredek invalidskega varstva v Sloveniji. In pa seveda zraven še serijo ukrepov, bom rekla, projektov. Eden izmed takih projektov je bil projekt Zmoremo, ki smo ga prav tako dobili iz Evropske unije. Tu smo izdali priročnik po pravicah invalidov, tako v zvočni tehniki, prilagojeni tehniki, torej za vso populacijo, pa tudi za strokovno javnost. Nam se zdi pomembno, da seveda se osvešča javnost o problemih invalidov, predvsem pa v tistem, kar lahko vse zmorejo. Namreč različni invalidi imajo ogromno nekih sposobnosti, ki seveda jih moramo prepoznati in jih seveda tiste propagirati. Zdaj v Evropi mislim, da nekako smo v zgornjem delu uspešnosti na različnih področjih, je pa res, tako kot se družba razvija, tako se razvija tudi reševanje ali pa vključevanje invalidov v družbo na različnih področjih. Nikoli ni konec dela, vedno znova je kakšna razvojna zadeva. Zdaj trenutno je pred nami en velik projekt v državi, to je projekt deinstitucionalizacije, kjer poskušamo s tem projektom omogočiti invalidom, da se izberejo, kje, na kakšen način, s kom bodo živeli, torej gremo nekako iz institucij ven.